Živijo, spet jaz, Srebrousta tukaj. Danes sem se prišla semle pofočkat, seveda predstaviti eno pleničko, ampak bi pa rada najprej povedala, koliko je res fajn tale naša Peričina skupnost, ali kako bi rekli. In sicer tole pleničko mi je poslala ena od mamic, ki je osebno sploh še nisem spoznala, sva se pa dopisovale preko Facebooka. Spodaj bom tudi dala povezavo do Facebook skupine o pralnih plenicah, kjer lahko najdete še takih peric, razno raznih, in mogoče sklenete še kakšno novo prijateljstvo, tako kot sem ga jaz, ter mamica, ki mi je poslala tole pleničko, ima novorojenčico. Jo je pa zanimalo, kako bi se tale plenička obnesla pri starejšem otroku, zato da ve, kaj pričakovati v kasnejši fazi, ko bo zamenjala tele pleničke za novorojenčka, za pralno pleničko za večjega otročka. Plenička je Close Pop In. Close Parent je bilo včasih firma, zdaj so se preimenovali v Close. Najdete jo tudi na tej spletni strani Close Parent, mislim, da prihaja iz Anglije. Bom dala spodaj v opis povezavo do tega podjetja, do spletne strani. Plenička je univerzalne velikosti, od nekje 3,5 kg naprej jo oglašujejo. S tem, da jaz bi rekla, da dajte malo počakati. Se mi zdi, da vseeno mogoče pri 4 kg bi tole šlo. Čeprav je nastavljiva po tehle pritiskačih v višino, je kar golomazna tlele med nogami v primerjavi s kakšnimi drugimi. Odvisno, no, kakšne so tudi proporcije od otročka. Jaz bi rekla, ne se tukaj zanašati preveč na te številke, a ne. Je na ježke, čist fajn. Meni je všeč to, ker ima tale zgoren šiv, oddaljen dovolj od tega ježkastega dela, da dejansko, ko je na otročku ob trebuščku, je to tisto, kar se naprej zaviha in brani kožo pred ježki. Upam, da je to smiselno, kar sem povedala. Kar je še posebenega pri tej plenički, je tale dvojna elastika. Vse bom pokazala. Ok, ježki. Spada v sistem vse v dveh. To pomeni, če že gledate moj kanal nekaj časa, veste, kaj to pomeni. To pomeni, da pridejo posebej hlačke in pa vložki. Oziroma, kupite vse v kompletu, ampak lahko menjavate samo vložki. Vložke se snamejo dol iz teh hlačk. Dobite hlačke in pa posebej vložek, pa še gor se pripne tale booster, se pravi še dodaten vložek. Hlačke so seveda zunanjost 100% poliester. Tudi noter je prešit z temle poliestrom ali mikroflisom, bi rekla temule. Tako da so te hlačke kot take, brez vložkov, primeren tudi za kakšne kopalke, ker ni direkten tale pul v stiku z kožo. Zdaj vložek in tale booster sta z bambusa. V bistvu čista klasika, 70% bambusa in pa 30% bombaža. Tlele je zelo zanimiva tale elastika ob straneh, medtem ko od zadaj je pa ni. Sama plenička ima nadritko elastiko zelo močno in pa spredaj pri popku je pa nima. Kar je še tazga, kar se elastik tiče, je tlele pri nogcah. Ima plenička dvojno elastiko za res super preleganje, a ne, tole pride okoli nogce, to pa potem pride oddaljeno od nogice. Plenička meni zdrži s temle obema, dvema tam 3 urce. 4, ne vem, če bi si jo upala pustiti, res je čist prepojeno. Tudi suši se malo dlje. Sam bambus je tak in tudi tale je kar več slojen vložek, no, se dlje časa suši. Zdaj, kar je meni všeč, ne vem, kako bo komu drugmu, ampak meni so prav luškani teli gumbki, s katerimi se vložek pretrdi noter v hlačke. Všeč mi je tudi to, da je vse, kjer se pripenjajo teli gumbki, skrito z zavihki. Nimate tega pri vseh pleničkah, se pravi tlele od spod v zadnjem delu, če dvignete, imate 2 takale prazna pritiskača, na katere prideta vložek, iz katerekoli strani ga lahko date gor, tukaj se res lahko malo igrate in to zakrijete potem. Z podobnim tem pritiskačkom pride tudi tale booster ali dodatni vložek gor na tega osnovnega. Tudi na čisto vsakem vložku, razen na boosterju, no, tudi na čisto vsakem elementu, se pravi na hlačkah in na vložku, imate deklaracijo z sestavo. Zdaj tale je sicer še z navodili za pranje. Takole. In še tale se pripne. V bistvu pa s takimi klasičnimi pritiskači spodaj
sprednji del. Tako da tole res drži ta vložek noter, nikamor ne gre. Tudi tale poliesterski material imate ob popku, tako da res ne pride ta mokrota do samega popka. Tako da kar se mene tiče, super plenička. Pri pranju je treba biti pozoren, da ne peremo kar z vsakim praškom. Jaz sem zdaj malo zamenjala pralno rutino, glih zaradi tega, ker imam ogromno enih pleničk z bambusovimi vložki. Prej moram priznati, da nisem bila na to pozorna, in sicer praški, kakor je recimo froš, vsebujejo encim celulaza. Ta encim razgrajuje celulozo, ki se pa najde v teh bambusovih vložkih, tako da ne bi jo počasi razžirali, ne, in ne bi te vložke kot nekako preperevali. Tako da se zdaj trudim in perem z dešom. Mislim pa, da so še drugi praški vzunki, ki imajo oziroma nimajo tega encima in imajo vse drugo potrebno za to, da lahko dobro perete bambusove vložke. Pri pranju seveda, kot pri vseh pleničkah z ježki, je treba biti malo pozoren, da se te ne bi kar na vse prijemali. In tudi za njihovo manjšo obrabo so tlele razmišljali, kar mi je tudi všeč, tak majhen detajl pri samem ježku je takle žepek in noter je drug del ježka, v katerega lahko pospravite tele zavihke. In na drugi strani isto. Tudi tale krilca, kot vidite, so fajn elastična, tako da ga res lahko dobro noter porinete. In tako med pranjem ne bo prihajalo do kakšnih nevšečnosti. To je to, zdaj previjanje samo si lahko pogledate v katerem koli drugem od mojih videov, ne bom kazala. Bom pa tule priložila še slikco, samo kako na Swifterku izgleda plenička, da boste videli, koliko je med nogami materijala in pa kakšna je rita. Rita res ni velika, tale material med nogami je pa tako, no. Ne bi jo priporočala za nekoga, ki ima res mečkenga otročka. Naš je kar suhcen, no, v področju nogic, tako da odvisno za kaj. Za kakšen počitek tole ni problema, za kakšno telovadbo pa bi rajš dala kakšno ožjo pleničko. Ampak to so čist moje osebne preference. Plenička je super, čist način ne fali, ne more biti pa za vse, tako kakšne spodnice niso za vse ženske, tudi vse pleničke niso za vse otroke. Kar je še posebnost pri tej plenički oziroma pri tej znamki, je, da ponujajo vzorčke z ogroženimi živalskimi vrstami in 1% od tega dobička od nakupa take pleničke ne bi šel v ta fond za ogrožene vrste. Tako da to se mi zdi fajn poudariti, taka posebnost, ki je ne vidimo pri vsakemu proizvajalcu pleničk. Tako da to je to, no. Kar se tiče Close Pop in pleničke, jaz upam, da je mamica, ki mi jo je poslala, zadovoljna s tem, malo več svobode sem si pustila, da je malo drugače, kot ste mogoče navajeni. Tako da upam, da vam je všeč. Če vam je, dajte stisniti tudi prst gor. Če imate še kakšno vprašanje, bi še kaj dodali v tej plenički, da bo ta mamica lahko še kaj prebrala, napišite spodaj komentar. Če pa mislite, da še komu prav pride, pa seveda podelite naprej. Mi se pa vidimo kmalu.